Danes sta z nami Renata Zamida, direktorica centra Rog, ki se gradi tamle čez v naši neposredni bližini. Renata Zamida je že več kot 15 let kulturna menedžerka na področju ustvarjalnosti, bila je tudi bivša direktorica javne agencije za knjigo, med drugimi tudi najbolj zaslužna, da bo naslednje leto Slovenija častna gostja Frankfurtskega knjižnega sejma. Dela na različnih področjih, je avtorica številnih tekstov in pa seveda tudi raznih projektov, razvojnih in tako doma in tujini, kjer predava in se pač udejstvuje različnih pol tudi kulturne politike. Z nami pa tudi Karolina Babič, neodvisna raziskovalka iz Maribora, ki dela na področju socialnih in solidarnostnih ekonomij, je doktorica filozofskih znanosti, predavateljica, docentka tudi na fakulteti Doba v Mariboru, občasno kolumnistka, pa tudi aktivistka, če je potrebno, ker nas še posebej veseli, da imamo nekoga iz te sfere, ki jo mogoče bolj podrobno pozna. Kot je napisal tudi Mladen Dolar, so sadovi jeze nakopičeni zaradi različnih pol, pandemij, vojne v Ukrajini, plina, nafte, skratka vse nas mori, vse nas teži. Naselila se je ta jeza, brezup, pa tudi strah, kako ga artikulirati, prepoznati in v bistvu kakšne so tudi možnosti, da ga mogoče zapeljamo v neko produktivno smer, če lahko tako rečem. Javne inštitucije so prav tako deležne sintagme, da so okorele, neinventivne, kar pa ne drži popolnoma za vse, obstajajo tudi seveda take. In v bistvu naša želja mogoče danes dati en okvir pa pogovor zapeljati o tem, kako razmisliti v bistvu te nove vzvode, participacije, solidarnosti in kako jih mogoče nagovoriti. Mogoče bi s tabo začel Renata, in sicer v kakšnem okolju se pravzaprav mi nahajamo, ne? Kakšne so možnosti in vzvodi, da v bistvu to nekako presežemo in da vidimo v bistvu, kje so te nove možnosti. Ja, zdaj danes bomo govorili bolj ali manj o tem, kaj lahko v tem polju javnih inštitucij nekako naredimo, ki so na videz najbolj okorele, okostenele, ne nujno same po sebi, ampak predvsem zato, ker so ukalupljene v številne pravno-formalne okvirje in s tem tudi omejitve. Zdaj seveda javni zavodi se ne ustanavljajo kar vse povprek, pravzaprav je v mestu Ljubljana recimo bil zadnji javni zavod pred centrom Rog ustanovljen, mislim, da leta 2008, to je bil Kinodvor, pa Kino Šiška, mislim, da istega leta, skratka več kot 12 let, 13 je minilo in lani je Mestna občina Ljubljana ustanovila javni zavod Center Rog, pri čemer sem jaz takoj začela razmišljati, če že ustanavljamo javni zavod, kje je možno te neke robne pogoje nekoliko omehčati, da gremo tudi malo v koraku s časom, sploh glede na to, da bo Center Rog javni zavod, ki bo imel uporabnice in uporabnike na podlagi članstva, torej bolj ali manj neko tudi koherentno, pregledno skupino potencialnih soupravljavk in soupravljavcev, podobno kot imajo knjižnice svoje članstvo, podobno kot imajo občine, občanke in občane in podobno. In pač tudi pri tem razmisleku o nekem strateškem razvoju, o nekih možnih usmeritvah za prihodnost, sem razmišljala o tem, da mora biti to tudi neka oblika, ki ima neko možnost, da se stalno transformira, da nekako sledi tudi temu, kaj se v hiši dogaja, kakšne potrebe mogoče sproti vznikajo, kaj se da izboljšati in na drugi strani seveda, kaj so tisti elementi
elementi, s katerimi lahko motiviramo svoje uporabnice in uporabnike, pa tudi obiskovalce ali pa sosede v bližnji okolici, da čim bolj sodelujejo pri tem in da tudi skozi to nekako potem hišo vzamejo toliko bolj za svojo. Torej, da se ohranja neka ta živa vez z uporabniki in okoliškimi prebivalci. Na vsak način pa v splošnem lahko rečemo, da so ti elementi participacije, ki jih lahko nekako v malem razvijamo v okviru neke inštitucije, zagotovo tudi odlična šola demokracije. Vemo, da demokratična kultura, da neka soodgovornost, zdaj ali je to na ravni uporabnic, uporabnikov, ali je to na ravni meščank, meščanov, državljank, državljanov, je nekaj, kar je treba stalno gojiti, dati tudi veliko priložnosti za to, da se ta demokratična kultura nekako krepi. In s tem, ko se krepi na malem, se tudi lažje krepi v družbi nasploh. In da pač znajo tudi vsi mi, ki bivamo v nekem okolju, da znamo na nek način sodelovati, da znamo soustvarjati in vsebine in neke pač tudi na odločevalskih nivojih, da nekako znamo skupaj tudi pritegniti in se skupaj kaj odločiti. Karolina, ti si v bistvu prihajaš iz tega polja, recimo temu, ljudi, ki zahtevajo nekaj več, kjer je solidarnost, ekonomija pri nas še dokaj v povojih. Kako ti gledaš na te relacije med tistimi, ki nekaj, recimo temu, čisto neposredno zahtevajo in tistimi, ki bodo morali nekaj ponuditi? Ja, socialne solidarnostne ekonomije so v bistvu tiste oblike povezovanja ljudi, da se ljudje povežejo okrog nekega skupnega problema, interesa, si neko vzpostavijo organizacijo in skozi njo pač zadovoljuje to potrebo. Tako da bi lahko rekli, so nek model na tem zgornjem nivoju lestvice participacije. Recimo, če pogledamo društva ali pa zadruge, vemo, to so članske organizacije, kjer pač člani, en član, en glas, glasujejo, volijo, sprejemajo letne načrte. To so nekje, recimo, neka najvišja oblika neposrednega demokratičnega soupravljanja organizacij, ki je lahko nek model. Jaz pač verjamem to, pač prihajam z tega področja socialnih solidarnostnih ekonomij. Seveda pa obstajajo neke organizacije, ki ne morejo imeti te strukture ali pa vsaj je nimajo v našem pravnem polju ali pa načinu organiziranja, dostopanja do nekih javnih dobrin, ki pač jih javni zavodi nudite. In mislim, da lahko skozi te modele socialne ekonomije vidimo mogoče nekaj vzorov ali pa primerov, kako bi se dalo. In to je bila tudi dobra priložnost, da nas je Center Rok povabil nekaj ljudi, ki se ukvarjamo na področju socialnih ekonomij z vprašanji upravljanja, soupravljanja, da damo neke smernice, kako pa vidimo, da bi lahko recimo v javnem zavodu nek model soupravljanja uvedli. Ker to je v bistvu zelo pomemben element. Mi, ko govorimo o participaciji, lahko govorimo, to je nek pojem, ki ga dosti uporabljamo, vsi ga nekako dosti spontano znamo tudi smiselno uporabljati, ampak ker ima res različne oblike ali pa recimo načine, kako se manifestira, se nam lahko hitro zgodi, da se potem v nekem pogovoru ne moremo nekako sporazumeti. Tako da mogoče za začetek je fajn, da ločimo pa rečemo, ok, en del participacije, ki mislim, da je zelo dobro recimo izvajan tako v nekih zasebnih pa nevladnih in javnih inštitucijah, je to soustvarjanje, se pravi participacija pri soustvarjanju vsebin. Mislim, da to že dosti dobro deluje, da je to neke vrste postalo način kulture, na kak način se lotevamo recimo novih projektov ali pa razvoja nekih vsebin. Medtem ko, če gremo neko drugo skrajnost, bolj tisto formalno, pa je participacija kot to formalno soupravljanje, kjer pa se en del recimo moči odločanja prenese na tiste končne uporabnike. To je pa v bistvu malo bolj zahtevna oblika, malo bolj se vsi bojimo, imamo zadržke. Pri javnih zavodih imamo tudi zelo močne pravne omejitve glede tega, ker javni zavodi že imajo v bistvu zakonsko dosti močan okvir, ampak kljub temu znotraj tega so neka, to smo na primeru Centra Rok, pa bomo povedali malo več, našli nekaj točk, kjer bi se lahko uporabniki neposredno vključili tudi v samo soupravljanje, se pravi, da se lahko del te prav moči odločanja, se pravi, prenese na uporabnike v čistem konkretnem smislu soupravljanja.
Tako da v bistvu mogoče še v tej navezavi na te uvodne misli o tem, kaj je participacija, na eni strani pač ta vsebinska soustvarjanje, na drugi strani ta formalna soodločanje, soupravljanje neke organizacije, še mogoče ta misel o neki osnovni motivaciji, zakaj ne. Renata je že omenjala, mislim, v bistvu se skozi to, ko se krepi participacija uporabnikov, se krepi v bistvu demokratična kultura kot taka. Hkrati ima doprinaša k recimo motivaciji uporabnikov, da so soodgovorni za tisto inštitucijo, katere storitve recimo uporabljajo. Doprinaša tudi na nivoju neke kakovosti življenja, ker se pač v bistvu vpliva na same produkte ali pa storitve, ki jih te organizacije nudijo. Tako da teh nekih plusov je veliko. Včasih tudi organizacije to smiselno uporabijo iz svoje strani, ko rabijo, da se legitimizirajo, da se v družbi nekako dobro vpišejo. Se pravi, ima tudi te neke vidike, kako se organizacija pozicionira, recimo. Tako da mogoče to za en tak uvod. Socialne ekonomije so mogoče visok standard za participacijo, ampak nekaj se lahko za javne zavode recimo črpa iz tega področja. Mi vemo, da pač to, ko smo že prej omenili, da so pravni okviri dosti rigidni, bom rekel, država kle ne pripoznava nobenih novih oblik delovanja, vodenja, organiziranosti in tako naprej. Tudi fleksibilnosti, bom rekel, te delovne sile, če lahko tako rečem, oziroma ne samo delovne sile. Ljudi, ki pač delujejo posebej v ustvarjalnih poklicih. Tako da mogoče me zanima to, nekaj sem pač slišal, da se ukvarjate zelo mogoče z neko idejo participativnega proračuna. Oziroma, kaj bi to lahko pomenilo. Vemo, da recimo zavodi dobivajo določena sredstva na podlagi javnih pozivov, potem ta sredstva oziroma že poprej razdelijo na podločene segmente pod projekte, jih potem izvajajo in poročajo ustanovitelju oziroma svetu zavoda, kako so jih pač uveljavljali. Gre za v bistvu procese, ki se ponavljajo iz leta v leto, ki so dosti podobni in v bistvu mogoče kreativnost zaposlenih, da se te stvari malo premaknejo, da iščejo v bistvu neke možnosti, da se kakšne stvari delajo tudi na malo drugačen način in mogoče ta ideja nekega participativnega proračuna, recimo to se mi zdi zelo pomembna zadeva, predvsem za uporabnike in tiste, ki bodo soustvarjali procese, recimo, naprimer v Centru Rog. Ja, zdaj si že kar zarezal pravzaprav v to srčiko. Participativni proračun je že en zelo močen element soupravljanja v tem smislu, ampak hkrati je eden, pri katerem že obstajajo številne izkušnje. V Sloveniji so ga vpeljale številne občine in zato, ker se je potem predlani začel razvijati pilotni projekt tudi participativnega proračuna na eni osnovni šoli, ki ga je Matic razvijal, ki je bil potem tudi v naši delovni skupini, se nam je zdelo, da je to nekaj, kar lahko preizkusimo tudi pri nas. Kajti pač razmislek je bil ta, javni zavod ima to glavo upravljalsko dosti jasno definirano. To je po zakonu o zavodih ali pa po ZUJIK-u direktor oziroma direktorica. ZUJIK dopušča celo kolektivni organ v smislu neko upravo, recimo 3-člansko, ampak vemo, da pač še vedno je eden tisti, ki je odgovoren, je vedno pol predsednica, predsednik uprave, kakorkoli, skratka smo na tem nivoju in razmislek je šel, kje v tej hierarhiji od vrha navzdol do recimo od direktorja, direktorice do uporabnice, uporabnika, lahko mi vpeljemo neke možnosti soodločanja, brez da hkrati hromimo nek day-to-day biznis. Skratka, odločanja je na dnevni ravni veliko, kje pripeljati noter participacijo, da bo organizacija, da bo delo še vedno potekalo nemoteno. In smo pol tudi ugotovili, da je to najboljše nekje na sredini narediti in smo izbrali več elementov pravzaprav participatornega upravljanja, ampak zdaj, če si že vprašal po participatornem proračunu, bomo mogoče malo bolj razložili to, pa me bo Karolina še malo dopolnila, ker smo to nekako skupaj razvijali. Zdaj,
Jaz sem najprej recimo mislila, da kot javni zavod, ki ima na voljo pač javna sredstva ponavadi od ustanovitelja, da pač to, kar lahko dela z nekim participativnim proračunom, je samo z nekimi zunanjimi sredstvi, torej recimo z lastnimi sredstvi, z sredstvi pridobljenimi na trgu in tako naprej. Ampak v bistvu ne, da se participativni proračun narediti tudi kot kombinacijo javnega in zasebnega denarja ali pa celo tudi samo z javnim denarjem, ker to konec koncev tudi občine počnejo, pa tudi šole. Ne? In mi smo potem našli, mislim, da eno tako zelo dobro obliko, kako lahko to izvedemo v enem takem ciklu, da nam hkrati tudi ne hromi tega, čemur smo zavezani. Namreč, da vsako leto novembra oddamo program dela in finančni načrt za naslednje leto. In smo mi ta participativni proračun zapeljali v takem krogu, da bomo imeli na voljo določena sredstva, torej rezervirali bomo določen fond, recimo, da bo to za začetek, za naslednje prvo leto 20.000 evrov, da smo čisto konkretni. In bomo potem spomladi, recimo februarja, marca, že razpisali ta sredstva, razpisali v tem smislu, da bodo lahko potem uporabnice in uporabniki predlagali svoje predloge, da bo prišlo do nekega fonda idej, pri čemer je treba paziti, da so to stvari, ki so izvedljive v enem koledarskem letu, da so to stvari, ki so dejansko v naši domeni, torej v domeni Centra Rog, da zdaj s tem ne posegamo, ne vem, v domeno nekih drugih prostorov ali pa pravno-formalnih oblik. In da je tudi nekaj, kar je splošno koristno za vse uporabnike ali pa obiskovalce. Potem pa je naslednja stopnja, ki potem ima tudi nek svoj omejen rok trajanja, in to je glasovanje o teh določenih predlogih. Kar pomeni, da recimo mi potem do konca poletja pridemo že do, ne vem, izglasovanih 5 projektov, ki bi jih radi realizirali v naslednjem letu. Teh izbranih recimo 5 projektov v okviru tega budžeta 20.000 evrov lahko potem enostavno integriramo v svoj program dela, že vključimo, ki je potem tudi potrjen na ravni ustanovitelja, in to v okviru programa dela v naslednjem letu izvajamo kot del programa, ki so ga izbrali sami uporabniki oziroma uporabnice. To čist na praktično, na kratko. Ja, mislim, pri participativnem proračunu je ravno to dobro, da se ga da dobro integrirati v javna sredstva, ampak se ga mora ciklično izvajati, se pravi ta pripravljalni del pred sprejetjem letnega proračuna, isto delajo občine, in potem izvedbeni v naslednjem letu. Pomembna faza še bolj na koncu narediti neko evalvacijo, skozi katero se vidi, kaj mogoče manjka, kaj ne deluje, kje je mogoče treba spremeniti, kaj se lahko modificira ta model. Pa kar bi še jaz mogoče dodala, je, da je treba kar delati z ljudmi, z uporabniki, spodbujati, motivirati, zato ker mi nismo navajeni takega načina participiranja, in če v nekem okolju vzpostaviš en tak mehanizem, recimo temu orodje, moraš po drugi strani hkrati ljudi krepiti v veščinah, znanju, v motivaciji, da uporabljamo to orodje. Podobno kot pri volitvah, recimo, pač zgolj orodje ni dovolj, tako da mogoče to motiviranje, tu mislim, da tudi Center Rog na dobri poti, da bo ena vsaj oseba v organizaciji nekako bolj za community management tudi zadolžena. To je en tak, se mi zdi, pomemben vidik še pri participativnem proračunu. Ja, to je recimo en profil zaposlitveni, ki ga pri nas zelo slabo poznamo in tudi slabo uveljavljamo. Tudi mi kot Center Rog zdaj nimamo sistemiziranega tega delovnega mesta. Ampak z mislijo na to, da bomo potrebovali osebo res, ki se bo gibala neprestano med uporabniki po hiši, ki bo vedela, kaj se dogaja, kakšne so potrebe, kje so zagate, smo v profilu vodje odnosov z javnostmi iskali te neke osebnostne tudi elemente, da bo ta oseba lahko prevzela recimo vsaj v četrtini svojega delovnega časa točno ta community management. To je zelo pomembno in to je pač nekaj, česar javne inštitucije večinoma še nimajo, tudi ministrstva ne, pa mislim, da bi tudi ta potrebovala nekoga takega. Ja, ker v bistvu dostikrat vidimo, da zmeri se treba prijavljati na neke razpise. Zmeri je razpis in potem so te famozne komisije začnejo odločati,
Nekatere komisije so boljše, nekatere slabše in tako naprej. Veliko je stvari, ki se tičejo poznanstv, ne vem, skratka, veliko problemov s tem v zvezi, ne. Tudi recimo Center za kreativnost je mogel, ko so iskali nove talente na področju kreativnosti, naprimer narediti razpis, tisti, ki zna zelo dober razpis napisati, ponavadi tudi zmaga, pa ni nujno, da je prepoznan oziroma vsebinsko dober projekt. Se mi zdi, da je tukaj tudi možnost, da se v bistvu poišče ljudi, da se gre na ulico, ne, se pravi ne, da vsi prihajajo k tebi, ampak da ti iščeš na terenu nekoga, ne, se pravi tistega, ki je zanimiv, ki bi bil potencialno neka nova prihodnost v področju oblikovanja kreativnosti v kakršnem koli smislu, tako kot imajo skavte, naprimer za nogometaše ali pa košarkaše, in da v bistvu mogoče malo in prav ta človek, ki bi tudi malo za community skrbel, ne, se pravi pol je z njimi skozi v stiku, dobiva različne informacije, ki jih mogoče drugje ne bi dobil in z njimi dela pravzaprav, ne, v neposrednem stiku in takrat najdeti nekoga, ki pomeni nekaj več ali pa ki bo lahko veliko prispeval k razvoju neke ustvarjalnosti, mogoče lažji način. Mene pa mogoče tukaj sam zanima, ali pa če imate potem še kakšen komentar v zvezi, kar si prej govorila, ampak tudi, a so kakšne dobre prakse z tega področja, o katerem si razlaga, ne samo participativnega proračuna, ampak nasploh o teh solidarnostno zanimivih modelih, bom rekel. Ja, mogoče, mislim, prej sem omenjala recimo na področju socialnih ekonomij, kjer je veliko organizacij, pravzaprav društev in zadrug, to so že itak organizacije, ki so same po sebi participativne zaradi njihove strukture, se pravi, ker so članske organizacije. Kar se tiče javnih zavodov, se pa pač modeli kar razvijajo. Recimo en primer, ki se mi zdi dober, recimo je, ne vem, participativni proračun v javnih knjižnicah, recimo v New Yorku, mislim, to je značilno za pač številne javne knjižnice, da poskušajo uvajati. Pri nas recimo zdaj 3. gimnazija v Mariboru začenja kot javni zavod, ne. Potem mogoče en širši model participacije ali pa recimo res nekega drugačne oblike soupravljanja na področju kulture, se mi zdi pri sosedih v Zagrebu ta pogon, center za neodvisno kulturo in mlade, ki se mi zdi, da oni so res uspeli en taki hibridni model narediti, da so v bistvu občina je skupaj z združenjem organizacij ustanovila center, ne, in ga upravlja kot v tej hibridni kombinaciji. Seveda pride do nekih takih rešitev, kot je to, da recimo to združenje lahko predlaga neke člane v upravni odbor, ampak potem se zaradi zakonodaje mora občina potrditi, ne, se pravi pride do teh nekih mogoče malo na silo rešitev, ampak kljub temu, mislim, delujejo. Recimo ta primer na Hrvaškem se mi zdi super, zato ker vemo, da težave, naprimer, zdaj ste verjetno kaj slišali, v Mariboru se v pekarni pač to vprašanje spet odpira avtonomnega centra, da bi se moral izseliti, da izprazniti in tak. In tam je bil tudi upravljavski model, recimo leta 2010 pripravljen, potrjen na mestnem svetu, ki je imel tudi tako podobno hibridno obliko, recimo kot hrvaški, tega soupravljanja, kjer je na eni strani neko tehnično upravljanje strani občine kot lastnika objekta in potem na drugi strani neko programsko upravljanje, neko združenje nekih uporabnikov. To so ene kombinacije recimo, ampak to so že v bistvu, kadar se na novo nekaj formira, so na ta način izvedljive stvari. Kadar pa je recimo neki javni zavod, tako kot je v primeru Roga, obstoječ za strukturo, takrat je pa treba znotraj iskati, ne. In jaz mislim, da to, kar smo recimo pri Centru Rog dobro našli tudi, je umestitev v bistvu izbor izmed uporabnikov, nekih predstavnikov tudi v člane komisije, ko se bodo razpisi delali za prostore, ne. Se pravi, da bodo izmed uporabnikov z nekimi volitvami izbrani predstavniki v komisije. To se mi zdi tudi en tak način participacije, kar je pri participaciji zelo pomembno je, da bodo ljudje na dolgi rok pripravljeni sodelovati, pa da bodo motivirani in res prinašali vsebine. Tisto ključno, kar rabijo, je, da na koncu vidijo, da so pač njihovi izrazi upoštevani. Se pravi, da če so nekaj razvili, izrazili,
da na koncu pač odločevalec dejansko to upošteva. Zdaj v primerih, kot je participativni proračun, je to zavezujoče. To je prav model tak. 5 projektov, recimo, ki bo izbranih, izglasovanih, to je za vodstvo zavezujoče, da se izvede. Recimo v nekem posvetovalnem telesu, ki ga bo Center Rog tudi imel, to je tudi en tak element, tam ne gre za zavezujočost, tam gre, da ljudje, ki bodo v posvetovalnem telesu, bodo sugerirali, svetovali, se odzivali, poskušali nekako doprinašati. Ampak je tudi spet pomembno, uporabniki morajo dobiti občutek, da se jih sliši. Se pravi, ta komunikacija je zelo pomembna. Tako da, se pravi, dobri primeri, kot so to, da in po svetu izvajajo različni javni zavodi, recimo participativni proračun, ne samo občine. Dobri primeri so tudi nekih hibridnih modelov, kjer se potem recimo občine kot ustanovitelji srečajo z nekimi združenji asociacij. Tudi VUK recimo na Dunaju, kot tak center. Zanimivo, oni funkcionirajo kot res veliko združenje, so društvo teh uporabnikov, ki imajo pač nekako suvereno to upravljanje programsko, čeprav mesto je tisto, ki je lastnik objektov in pač kot kulturno dediščino vzdržuje. Tako da tudi gre za en tak hibridni model. Pri javnih zavodih pa pač je recimo to več ni mogoče nekaj vključiti kot enkrat samostojen javni zavod, je pa možno uporabnike vključiti kot tiste, ki skozi neke točke recimo vstopajo potem v soodločanje. Ja, nam se je zdel zelo pomemben element tudi ta transparentnost, ki jo s tem vnašamo. Tudi glede na neko zgodovino samega prostora nekdanje tovarne Rog, se nam je zdelo pomembno, da pokažemo neko transparentnost tudi v teh procesih, kjer bodo imeli dejansko možnost ne samo svetovanja in sugeriranja, ampak tudi soodločanja uporabnice in uporabniki. In zdaj to, da, mislim, zato ker se vse skozi, tudi mi zdaj recimo v tem času, v tem zadnjem letu pa pol, vsakič, ko je, ne vem, nek razpis, pa iščemo najemnika restauracije, pa to, pa ono, pride očitek, se to je že vse vnaprej odločeno. Takoj, ko imaš ti razpis, pri katerem kot razpisna komisija, recimo vsaj v polovičnem deležu, sodelujejo uporabnice in uporabniki sami, potem ti isti težko očitajo netransparentnost. Vnaša to nekaj veliko bolj demokratično transparentnega v same procese odločanja, ki smo jim pa kot neki javni subjekti zavezani. Mi ne moremo prostorov oddajati brez javnega razpisa, hkrati pa ob javnem razpisu se soočamo vsakič znova z temi nekimi očitki o netransparentnosti. Ampak vse drugo bi bilo pa še manj transparentno. Tako da tudi z tega vidika se nam je zdelo to zelo dobro za tudi za neko izobraževanje, za neko osveščanje uporabnic in uporabnikov, kaj to sploh pomeni. Ja, gradnja zaupanja je v bistvu to. Itak, ta zgodovina Roga je bila dolga, včasih mučna, včasih zelo spreminjajočimi se dogajanji, spreminjajočimi se udeleženci. V bistvu pred vami je dosti težka naloga, da to v bistvu idejo, ki se zdaj snuje tam, upravičite tudi na ta način, zaradi tega, ker je to pač nujno in pač drobnogled je dosti močen. In vse luči so uperjene v to, kdo bo tam, zakaj bo tam, na kakšen način bo tam in tako naprej. Tako da včasih ni samo kvaliteta bistvo, ampak je tudi še kaj drugega, neka socialna integracija, predvsem z okoliškimi stavbami in tako naprej, pa z ljudmi, ki tukaj okrog živijo. Tako da se mi zdi to dosti kompleksno vprašanje, ki ga bo v bistvu skozi nek proces treba reševati, nujno. Sigurno, ampak moram pa vseeno poudariti, da to absolutno ni bil nek glavni motiv tega, zakaj smo začeli razmišljati o nekih možnostih soupravljanja skupnosti tudi pri tem prostoru. Ampak gre res za to, da je to pač en javni zavod, ki bo za razliko od recimo kakšnega muzeja ali pa galerije, je res zasnovan tako, da bodo tukaj bolj in manj stalni uporabniki, ki se bodo zmeraj gibali po hiši, da bodo to uporabniki individualnih
virtualnih delovnih prostorov, ki se bodo menjavali na približno 3 leta, da bo to neki stalni uporabniki delavnic, torej izdelovalnih prostorov v pritličju, ki se bodo tudi, upamo, vedno znova vračali, ne. In to je pač ena osnova, na kateri lahko ti potem res gradiš neko skupnost, ki ima potem in odgovornost do prostora, ki ga uporablja, odgovornost tudi do programov, ki se tam dogajajo, in je to bistveno, tudi za njih bistveno bolj motivacijsko jih v ena taka soodločanja tudi pripeljati. Mi recimo zdaj tudi, ko imamo te javne razpise, ko zbiramo najemnike za teh nekaj lokalov, ki gredo v najem, imajo vsi pri pogojih noter napisano, da se zavezujejo tudi sodelovati v takih participativnih procesih, ki bomo jih imeli, ne. Da se torej tudi na papirju temu zavežejo, ne. Kot ne bomo mogoče tistih, ki se včlanjujejo in bodo člani in članice Centra Rog, na ta način zavezali, pri njih bomo mogoče igrali bolj res na to drugo noto, ne, da na ta način res tudi soustvarjajo program in konec koncev lahko tudi v prostor potem vnašajo neke, ne vem, produkte ali pa stroje ali pa nekaj, kar potem lahko vsi koristijo, ne. Ja, mogoče še, če gremo še malo na ta formalni nivo upravljanja, ne, kar je recimo en korak, ki ga je Center Rog že naredil, je ta, da ko se je svet zavoda oblikoval, je Center Rog sledil tistim postopkom, ki jih je CNVOS kot mreža nevladnih organizacij razvil za izbor predstavnikov nevladnih organizacij v nekih organih, in po tem postopku je bil izbran en predstavnik svetu zavoda. Kar bi recimo na dolgi rok bilo super je, da bi se tudi akt o ustanovitvi enkrat spremenil, ko bo mogoče neka volja pri ustanovitelju, da se pač vnese v akt, da je pač predstavnik uporabnikov v svetu zavoda in se pač določi tudi proces, ki je lahko podoben kot ta na CNVOS-u, recimo na kak način se izvolijo predstavniki, ker sveti zavodov, javnih zavodov pač imajo predpisano, da so not neki predstavniki civilne družbe, zainteresirane javnosti, žal pa ti postopki kandidatur in volitev niso toliko dodelani, ljudje so včasih potem skeptični, kdo pa predlaga te ljudi, zakaj ravno oni in tak, in včasih se posreči in so super člani v svetih, včasih se manj posreči, pa so mogoče politično imenovani, tudi ti postopki bi se lahko izboljšali, ne, se pravi, tu je nek tak prostor, kjer potem javni zavod, ko te procese razvije in nekako stoji za njimi, pridobi zaupanje. Ne, tudi tu bo Center Rog lahko več zaupanja pridobil od uporabnikov novih, pa tudi glede na zgodovino potem mehčal pa nekako to rano, ki jo treba zaceliti, ne, malo celijo. Tako da mislim, da se tudi tu še da na nivoju tem narediti kaj. Ja, dostikrat so verjetno pomembni čist praktični izvedbena dela, se pravi, da v okviru danih pravno-formalnih možnosti te v bistvu presežeš na način, da se spomniš neke nove modele, ne. Ker drugače jih v bistvu tudi težko, tudi tisti, ki zakonodajo pišejo, uvidijo, ampak če vidijo, da to deluje v praksi, se to lahko tega pač poslužujejo na čist drugačen način, zato se mi zdi to še toliko bolj pomemben. Ja, to je bil ravno tudi ta namen, zato smo imeli prav na to temo delovno skupino, ki je pripravila en tak zelo uporaben toolkit, ker seveda zelo težko je kar v zakonodajo neke spremembe vnašati, ne, sploh pri nekih takih zelo ustaljenih zadevah, kot so organizacija javne inštitucije, ne. Medtem ko če grejo stvari iz prakse ali pa nekje od spodaj navzgor in se vidi, kaj deluje in kaj ne, če je to preizkušeno na toliko in toliko primerih, imaš bistveno močnejše adute v rokah, ko tudi pri odločevalcih poskušaš doseči neke formalno pravne spremembe, ne. In je zanimivo, da recimo odkar imamo ta toolkit in odkar tudi malo več komuniciramo o teh možnostih in priložnostih in soupravljanju, ki ga bomo z posamičnimi elementi dali na voljo, se tudi pri nas oglašajo, meni pišejo različni drugi
subjekti podobni iz vse Slovenije, zdaj pred kratkim iz Novega mesta, iz Narodnega doma se je recimo javil direktor, da tudi razmišljajo o nekih takih elementih, o vnosu neke participatornosti v njihovo delovanje. Skratka, mislim, da se stvari v javnem prostoru pri nas mehčajo, da so tudi vodilni vedno bolj osveščeni, da vidijo, da to postaja neka nuja, neka potreba za to, da okrog sebe gradijo neko kakovostno skupnost, ki je kakovosten uporabnik teh prostorov, in bo to vedno bolj aktualno. Zato se mi zdi to tudi zelo dragocen dokument in je tudi na voljo na naši spletni strani. Ja, mislim, sploh pojem kreativnih industrij, ki ga jaz malo sovražim, ker se mi zdi že dosti izrabljen. Itak živimo v svetu, kjer je politično korektno govoriti o ekologiji, trajnostnem razvoju, se pravi vseh teh stvareh, ki jih pač solidarnosti, se pravi velikih besedah, ki so okrog nas in se jih dostikrat tudi izrablja za recimo take pavšalne kulturno-politične akcije, ki potem ne privedejo k izvedbi, ampak k artikulaciji mogoče ali posameznikov ali manjših skupin in tako naprej. Tako da se mi zdi to zelo pomemben, zaradi tega, ker je treba dati v bistvu neko gesto, nek izvedbeno akcijo, za katero stoji neka relevantna skupina, ki v bistvu hoče take primere solidarnostne ekonomije ali pa solidarnostnih v bistvu prispevkov dejansko udejaniti in so v bistvu, če so pa recimo tudi strani javne inštitucije, lahko bolj verodostojni na drugem nivoju, tako, če uspejo seveda. In to se mi zdi zelo pomemben začetek, jaz ne vem, kaj ti misliš o tem? Ja, ravno to je, če se pripravi en tak načrt, nekih par elementov, ki so uresničljivi, kar smo za Center Rog poskušali, je potem možno tudi pridobiti zaupanje, ker to so izvedljive, uresničljive recimo stvari. Ne bi bilo dobro zdaj, da bi si zastavili, da bomo v Sloveniji vse muzeje preoblikovali v zadruge, čeprav sem fan zadrug, pa bi z veseljem muzeje preoblikovala v zadruge, ampak ni treba, lahko si zastavljamo neke cilje, ki so pač manjši, prilagojeni tem okoliščinam in so zelo konkretni. In vsi ti 3-4 recimo elementi, neke orodja, ki smo jih za Center Rog, se mi zdi, da so res izvedljivi. Pomembno pa je, da se potem čisto res uresničijo, da se potem to zaupanje v bistvu gradi. Dostikrat imamo pač zelo visoke cilje in smo potem, vse vemo, pač zadovoljstvo je pričakovanja minus realizacija. Se pravi, fajn je nastaviti res tiste izvedljive korake. To, kar smo pri Centru Rog govorili še dosti podrobno, je tudi to, da zdaj obstajajo pač digitalna orodja in podpora, da se lahko neki procesi predlogov, glasovanj in to pač podprejo. Obstajajo tudi open source orodja za te procese, tako da je mogoče malo lažje potem neko skupnost povezati, zbirati predloge, ker je pomembno pri participaciji tudi to, da se ne obremeni in kadrov in uporabnikov z nekimi neskončnimi urami in pač porabo neke energije, da se naredi procese pač čim bolj neke take vitke, če se tako izrazim, da so potem res izvedljivi. In to pri participativnem proračunu je izvedljivo, pri volitvah nekih predstavnikov v komisije tudi, pri izbiri predstavnikov v neko posvetovalno telo je to tudi izvedljivo, se pravi, so to dosti izvedljive stvari. Na to smo res pazili, da smo racionalno izbrali točno take elemente, za katere vemo, da jih bomo lahko realizirali v kratkem. Skratka, v naslednjem letu, v naslednjih 2 letih, in smo določene elemente tudi zavestno izključili zaradi tega. Tam, kjer smo videli, da bodo težave pri realizaciji, kjer smo videli, da to potegne za sabo ali preveč birokracije ali neke prehude omejitve, ki jim ne bomo kos, ali mogoče preveč zahtevanega angažmaja, tudi strani seveda uporabnic in uporabnikov, ki se bodo morali na te procese navaditi, tisto smo že v štartu izločili. In ena prednost je seveda, da tudi spletno stran bodočega Centra Rog šele postavljamo na novo, kar pomeni, da bomo lahko
ravno te elemente, kako glasovati, kako platformo za uporabnike zasnovati, kako jim čim bolj to približati in narediti kot nekaj, kar se da opraviti v 3 korakih enostavnih, je to seveda zdaj bistveno lažje, kot bi bilo recimo čez 5 let. Ne? Enač, mislim, da smo kar veliko povedali. Počasi ob 4, ob 5 se začne že drugo predavanje. Jaz bi mogoče vprašal še koga, če ima kakšno vprašanje za naši gosti. Mogoče je vedeti še kakšno zaključno besedo, misel. Ne vem. Tukajle, gospod Rovšnik. Dober dan vsem zbranim. Jaz sem drugače že upokojeni muzealec in sem se v bistvu v času zadnjem obdobju precej ukvarjal z participacijo. Jo lahko rečem kar precej dobro poznam in smo v mestnem muzeju kar z nekaterimi elementi, predvsem te sokreativnosti, poskušali narediti korak naprej. Lahko bi pa v zvezi s participativnim proračunom povedal to, da je tudi med slovenskimi muzeji v Mariboru, konkretno Muzej narodne osvoboditve Maribor, torej regionalni muzej, pripravil strateški participativni plan od leta 2021 do 2025. To se pravi, da se tudi v muzejih bom rekel, no, saj v tistih, ki so osveščeni glede svoje skupnosti, dogaja ta participativna dejavnost oziroma, kjer so ljudje tudi pripravili so recimo celo vrsto delavnic, kjer so recimo tako nevladne organizacije sodelovale, različne druge kulturne organizacije, potem obiskovalci. Skratka, delavnice za vse te skupine in navzadnje so prišli do tega participativnega proračuna. Informacija je tudi na spletni strani tega muzeja, tako da mislim, toliko bi imel za povedati. Hvala. A ja, še to sem hotel reči. V tej stavbi oziroma ob ustanovitvi, ob začetku tega centra je bilo seveda tudi povedano, da se bo tudi to dogajala participativnost, dostopnost in tako naprej. In me zanima, kje je zdaj ta oziroma v katerem fazi smo glede tega. Ja, v bistvu mogoče pri samem funkcioniranju nekih umetnostnih razstav in tega je malo težje, v bistvu, ker je participacija lahko na eni drugi strani, pa v bistvu tudi pri snovanju samih projektov bodoče in tako naprej. Je pa res, da je bilo pri izvedbi same Cukrarne 7 fokusnih skupin, ki so bile v bistvu tiste, ki so nam dale, katere je vodila Alenka Gregorič, in v bistvu, ki so nam dale nekaj vzvode v razmisleku, kako sodelovati z skupnostmi različnimi, se pravi z različnimi ustvarjalci, pa naj bo to javni sektor, nevladni sektor, občani, šole in tako naprej. Tudi veliko projektov je bilo narejenih v povezavi z bližnjimi, klele, ki živijo okrog nas in v bistvu so del našega sistema. Mislim, da gre kle pri participaciji za nek ongoing proces, ki mora trajati skozi, ki mora razumeti v bistvu okolje, v katerem se nahaja. Med drugim je, recimo lahko rečem, tudi Indigo festival neke vrste participatorni program, ki omogoča nek bolj ožji stik. Obenem je pa verjetno potreba sodelovati skozi z tistimi, ki so bistveni pri kreaciji projektov, ki jih mi tukaj delamo, in pa seveda občinstvom, kateremu smo mi pač svojim programom namenjeni, da je ta tak, ki ga bo razumel in da poskušamo na določene načine biti tisti prevajalci umetniških praks in v bistvu tistega, ki pač gleda to. Participativni
programi se pa verjetno odvijajo bolj v tej sferi, da mi veliko projektov, ki jih delamo in so zasnovani za prihodnost, sodelujemo pa pač z nevladnimi organizacijami in v bistvu z njimi iščemo ta zavezništva, ki bodo posledica v bistvu projektov v prihodnosti. Tako da se mi zdi, da je to res en proces, ki ga je treba konstantno izgrajevati in ga v bistvu potem posledično tudi aktualizirati. Jaz nisem prevelik pristaš neke formalizacije razpisov. Mi smo z njimi že poskušali v preteklosti v veliki meri, tudi v galeriji Vžigalca smo imeli recimo razpise za nevladne organizacije, ki so se kasneje izkazali za dost problematične, moram reči. Se pravi, mi smo iskali nevladne organizacije, da bi z nami skupaj kreirali projekte v galeriji, pa se je kasneje videli, da je bila diskrepanca med kvaliteto različnih projektov tako velika, da se je mogel v bistvu uravnotežiti s kustosom, ki je imel neko linijo razvoja in v bistvu tega, kaj hoče galerija povedati. No, to je v bistvu malo odgovor na to vprašanje. Še kaj drugega? Jaz se vama najtopleje zahvaljujem. Bilo je zelo zanimivo tudi zame. Tako da se vidimo ob 17. uri z naslednjimi predavatelji. Čeprav vem, je COVID na vrsti, ne? COVID upam, da ne v taki obliki, kakor smo ga doživeli prej. Hvala lepa.